4000 gledalcev na tribunah v prazničnem petku, ekipa z zavedanjem, da v dvoboju s vodilnimi Domžalami gre za velik vložek. Vse je bilo pripravljeno za velik obračun, toda bil je eden tistih dni, z eno tistih tekem, ko se vse zaroti in zasuče v nasprotno smer. Predvidene načrte je v veliki meri porušil dogodek v 4. minuti. Prvi kot za goste in takoj vodstvo. Kot je izvajal Janža, ob predložku pred gol je Parker odbil žogo iz ozadja, pa je neoviran pritekel Anet in žogo v vratnici potisnil v mrežo. Šokanten začetek in napovednik nenavadne tekme. Po spoznanju, da zaradi bolezni nista mogla igrati Ibrahim in Filipović, poškodba je ustavila Rajčevića in Mejača, je bilo treba nadaljevati po še težji poti. Odziv je bil hiter, dovolj konkreten s selitvijo igre pred gostujoči gol. Ob prvi v nizu akcij je Santi Salalih spravil žogo do Zahovića, ki je po spretnem sprejemu podal Boharju, ta je podaljšal do Vilerja, o predložku pred gol pa Salalih ni uspel dovolj močno in natančno zadeti žogo. To so trenutki, ko je bilo treba ohraniti potrpežljivost. Hkrati je šlo za obdobje, ko je bila večkrat na preizkušnji gostujoča obramba. Med iskanjem poti do preobrata Ndiaye na levo stran do Vilerja, po njegovem naslednjem predložku pred gol poskus Boharja, ki pa ni najbolje zadel žoge. Po sodelovanju Tavaresa in Boharja je naslednji Salalih iskal luknjo med zgoščeno domžalsko obrambno četo. Najprej je uspelo tekmecem odbiti žogo z drsečim posledovanjem v nadaljevanju Santi do Zahovića, ki je skušal preusmeriti žogo proti golu, a se tokrat ni šlo. Poskušalo se je na različne načine, tudi iz prekinitev. Prosti strel z desne strani je pomenil priložnost za Vilerja, ciljal je v bližnji kot, žoga pa je zadela zunanjega mreže. Nato je bil Viler podajalec iz kota, Zahović do udarca z glavo, pred golovo črto so Domžalčani odbili žogo. Kakor se je začel, se je prvi polčas tudi končal s prevešanjem sreče na stran gostov. Sodniki so že nadomeščali 2 minuti igralnega časa, ko so še trajali napadi v vijoličastem. Centimetri oziroma milimetri so preprečili izenačenje. Bohar je po odvzeti žogi v hitri akciji podal do Tavaresa, ki je odtekel v kazenski prostor. Ciljal po tleh, žogo je poslal mimo vratarja, a je Vidmarja rešila vratnica. Na odmor z 0:1, podobno kot pred koncem prvega, tudi v začetku drugega polčasa pri udarcu Tavares. Tokrat je najprej blokiral Simić, nato pa Vidmar odbil žogo čez prečko. Malo se je kapetan znašel v novi priložnosti, ki je ostala neizkoriščena. V zaključnem delu akcije je Bohar z glavo podal do Tavaresa, ki si je v kazenskem prostoru pripravil položaj za udarec, toda nameril preko gola. Ko so odločali centimetri, so vedno v korist Domžalčanov, kot v akciji po dolgi podaji pred domžalski gol, ko je Vidmar posedoval z glavo izven kazenskega prostora. Ob odbiti žogi se je Zahović takoj odzval s ciljanjem z glavo proti golu, žogo pa usmeril tik ob vratnici. In v podobnem slogu se je razpletla tudi končnica. Nihče ne more reči, da nismo prišli v priložnosti, da ni bilo želje po zmagi in da pa žoga ni hotela v gol, pa ne morem ničesar storiti. Hoteli smo, napadali smo in na koncu se ni šlo za zmago. Nekaj nas ni nagradilo tudi danes in jaz pravim, da z našo kvaliteto in z našim delom, da slej ko prej bo to prišlo tudi na mesto. Ob zaključku žoga ni hotela v gostujočo mrežo, ne po udarcu Salaliha, ne po poskusu Vršiča z večje razdalje. Med zaključnimi naleti je skušal vsaj za izenačenje poskrbeti Mendy, ki se je po podaji Stojanovića otresel spremstva, a mu je popolno namero preprečil vratar Vidmar. Ostalo je 0:1 in da je bil zaokrožen nenavaden večer, si je nenavadno izključitev v sodniškem podaljšku prislužil še Luka Zahović. Po dolgi podaji Šulerja je bil v skoku s Kubicem višji, domžalski branilec pa je obležal. Sodnik Jug je prvemu strelcu v letošnji sezoni pokazal rdeči karton, čeprav tudi večkratno ogled posnetka potrdi, da ni šlo za noben udarec z roko, ampak trčenje v hrbet. Odločitev se ni spremenila, prav tako ne razplet. Domžalčani so povečali prednost na lestvici, vendar pred polovico odigranih tekem prvenstva še nikdar ni bilo odločeno. Boj za končni cilj se bo nadaljeval že prihodnji konec tedna, vmes pa v neizprosnem jesenskem ritmu vijolična zgodba gre naprej. Tokrat z največjim izzivom doslej, z nagrado za vse storjeno v sezoni, v sredo v Ljudskem vrtu ne bo prostega sedeža. Pred nami je spektakel posebne vrste, prihaja Chelsea. Maribor bo na nogah. Vsekakor je po zmagi lažje se zbuditi, kot pa po porazu. Fantje po današnji tekmi morajo imeti dvignjeno glavo, verjeti vase, verjeti v delo, ki ga opravljamo, energijo, ki jo imamo, pomeni usmeriti v tekmo, ki nas čaka. Enostavno segment sreče danes ni bil na naši strani in Domžale so srečno osvojile 3 točke.